Mateja Perpar iz pravljičnega gozda. Nenavadna kraljevska pravljica. Nekoč je živela dobra vila, ki pa je bila malce čudaška. Nemara zato, ker je štela častitljivih 237 let. Mogoče pa zato, ker je bila že precej naglušna in si je silno rada vrtala po ušesu s čarobno paličico. Čarobne paličice pa, kot vemo, niso nedolžna reč. Kljub preglavicam je prizadevno opravljala vilinski poklic in ji še zdaleč ni bilo do tega, da bi se kmalu upokojila. Vendar so se od časa do časa pri tistih, ki jih je osrečevala, pojavljale manjše težave. Je vzdihovala dolgolasa princeska in po močvirju na vzhodni strani grajskega parka iskala žabo, ki bi jo lahko poljubila. Kako zelo si želim, da bi končno že srečala princa, lepega postavnega, kodrastega mladeniča z junaškim srcem in s perjanico na glavi, ki z mečem ob boku jezdi na belem konju. Divje se je pognala v grmovje, iz katerega je hipec predtem pokukal zelen žabji krak. "Pridi sem, mrcina!" je zavpila. "Takoj sem, da te poljubim, sita sem že čakanja." Vendar je žabec ni uslišal in je pobegnil k svoji zeleni družici. Vsa blatna, opraskana in zlovoljna je princeska zvečer sedla za mizo in se mrko zastrmela v zlat krožnik, na katerega je grajski kuhar položil pohano piščančje bedrce in 3 ljubke krompirčke. "Jej, ljubica," je prigovarjal oče kralj, "jej, da boš lepa in postavna in se bodo princi bližnjih in daljnih dežel zaljubili vate in me prosili za tvojo roko. Potem bom končno lahko nehal vladati," je vzdihnil sam pri sebi, "in se posvetil popravilu starega motorja, ki ga imam v kraljevski garaži. Razstavil ga bom, očistil in spet sestavil in se s tvojo mamo odpeljal na morje. Jej, ljubica." Toda princeska se hrane ni pritaknila. Kralja je zaskrbelo. "Kaj pa je, miška moja?" "Princa hočem," je rekla princeska. "Takoj, 16 let sem stara in zdaj je skrajni čas. Nič ne bom jedla, dokler se ne poročim." Kralj in kraljica sta se spogledala. "Jesti je vendar treba," je menil kralj. "Saj ne bi." Bi," je pokimala kraljica. "Dobro veš, kako je trmasta, kot moja sestrična Frida. Pred poroko ves mesec ni hotela nič jesti, da bi imela lepo postavo. Tako je shujšala, da so ji bili vsi čevlji preveliki." Je vzdihnil kralj. "Če je tako, potem ni druge, kot da telefoniram." Iz gub rdečega z zlatom izvezenega ogrinjala je izvlekel prenosni telefon. "Številke so tako majhne, da nič ne vidim," je tožil. "Pa še stekelce je počilo, ko mi je zadnjič med avtobusnim izletom padal na tla. No, kje je zdaj imenik? Ni pod vila. Očitno je pod ja, tukaj je. Dobra vila. Že zvoni." Toda na drugi strani se ni nihče oglasil. "Poskusi še enkrat," je rekla kraljica. "Saj veš, kako slabo sliši. Upam, da ne bo spet naredila kakšne neumnosti. Zadnje čase se nekam čudno obnaša." Kralj je pritisnil gumb za ponavljanje in tokrat je uspelo. "Halo, vila? Konrad tukaj. Ja, kralj. Kralj, ja, pozdravljena, kako gre? Imaš minutko? Naša princeska bi rada princa." "Res? Hvala, to je super. Že po jutrišnjem? Lepo. Kakšnega?" se je kralj obrnil k hčerki. "Hočem, da bo lep, z belo perjanico in na belem konju," je naštela princeska. "Si slišala? Lep,
Bela perjanica na belem konju, je ponovil kralj. Hvala, se vidimo. Čau, čau. No, urejeno, je rekel in zadovoljno gledal hčerko, ki je v hipu pospravila večerjo. Čez 2 dni so se kralj, kraljica, princeska in vsi dvorjani zbrali na dvorišču, da pričakajo princa. Na tako opoldne je čez obzidje priletela vila. Že gre, je rekla kralju, konj je bolj počasne sorte. Toda ko je princ končno prijezdil, je princeska divje zavrisnila in zajokala. Mladenič je imel na nosu črna očala in v roki belo palico, pod njim pa je sopihal konj, ki je bil tako neverjetno zalit, da se je komaj premikal. Kaj pa je narobe, je sitno rekla vila, ali ni vse po tvojih željah? Slep princ z belo palico in na debelem konju. Sploh veš, kako težko je dobiti tako debelega konja? Ojej, je rekel kralj kraljici, nič ne bo z morjem. Toda kraljica ni zastonj preživljala zimskih večerov ob reševanju križank, bila je bistrega duha. Snemi očala, mladenič, je ukazala. Fant je odložil očala in v jokajočo princesko se je zazrlo 2 prijaznih rjavih oči. Saj sem vedela, je rekla kraljica, tudi princ nisi, kaj ne? Mladenič je odkimal. Kaj pa delaš? Je zanimalo kralja. Avtomehanik sem, je priznal fant. No, kaj takega, se je razveselil kralj. V garaži imam... Tiho, Konrad, je rekla kraljica in gledala fanta. Sej se mi je zdelo, da sem te že nekje videla. Tvoj oče ima delavnico na drugi strani hriba, kaj ne? Nato se je obrnila k princeski. Ti je všeč? Princeska, ki se mladeniča zdaj kar ni mogla nagledati, je navdušeno prikimala. Takole, je rekla kraljica, razjahaj, konj gre na dieto, vidva pa se bosta jutri poročila. Ampak se ni pravi princ, je rekel kralj. Princ bo postal, ko se bo poročil s princeso, je rekla kraljica. Starše poznava in to je najbolj pomembno. Princeska bo končno nehala stikati z žabami in jih poljubljati, vila se bo upokojila, midva pa se bova lahko odpeljala na morje. In tako je tudi bilo.